Spoštovani vsi navzoči, cenjeni dekani, dekanja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, profesorica doktorica Andreja Žgajnar-Gotvajn, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brizar, gospa doktorica Alja Brglez, vodja kabineta predsednika Republike Slovenije, spoštovani predstavniki vodstva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorski zbor, cenjeni sorodniki spoštovane doktorice Ane Majer-Kanski, vsi ostali zbrani gostje. Dober dan in prisrčen pozdrav na otvoritvi kipa doktorice Ane Majer-Kanski tukaj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Na ljubljanski filozofski fakulteti hranijo veliko svetlo rjavo mapo. Ob vogalih je čas že naredil svoje. In na njej je nekdo z odsekano pisavo in rdečo barvico zapisal 1/1920. Ta mapa hrani prvi doktorat na Ljubljanski univerzi. In ni ga napisal on, temveč ona. To je bila tedaj komaj 25-letna Ana Majer-Kanski. Ana z gradu Lože pri Vipavi. Doktorirala je kot prva oseba na Ljubljanski univerzi, zanimivo pa je tudi to, da je bila to tudi med peščico prvih zemljank, ki so si pridobile doktorat. Svojim stilom življenja in svojimi prebojnimi dosežki na področju kemije, podjetništva in kulturno zavednega delovanja pri nas je bila gotovo junakinja, na ramena katere danes stopajo nove generacije žensk izobraženk. Otvoritev kipa, ustvarjenega njej v čast, tako ni le priložnost, da se spomnimo na njo, temveč da praznujemo vse tisto, kar je svojim zgledom in delom dala generacijam za njo. Več o njenem delu in pomenu pa bo zdaj povedala dekanja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorica doktorica Andreja Žgajnar-Gotvajn. Izvolite. Hvala. Torej, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, študentke in študentje, v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko danes v imenu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in tudi v svojem imenu pozdravim na današnji slovesni otvoritvi. Ta dan je za našo fakulteto poseben dan. Ana Majer-Kanski je živela in delovala v turbulentnih časih prejšnjega stoletja, zaznamovanih s prvo in drugo svetovno vojno in velikimi družbenimi spremembami. Študij, ki ga je pričela na Dunaju, je morala prekiniti in ga nadaljevati na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi pod mentorstvom profesorja Maksa Samca. Leta 1920 je zagovarjala doktorsko dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob in tako postala tudi prva doktorica znanosti Ljubljanske univerze. In kot je bilo že rečeno, uvrščena je tudi na 72. mesto globalne lestvice žensk, ki so do leta 1920 prejele ta naziv doktorice znanosti. Postala je tudi prva ženska z akademskim položajem na Univerzi v Ljubljani, najprej asistentka, nato pa raziskovalka na Univerzitetnem kemijskem inštitutu. Njeno delo ni bilo omejeno le na akademsko okolje, saj sta z možem ustanovila tudi prvo jugoslovansko tovarno za proizvodnjo žveplenega etra, dietiletra in drugih izdelkov, ki jo je upravljala ona, mož pa je vodil svoj laboratorij. Prva v državi sta pričela z izdelovanjem organskih spojin na bazi domačih surovin, predvsem estrov za industrijska topila. Po drugi svetovni vojni pa je nadaljevala svojo profesionalno pot kot učiteljica kemije. In glede na vse povedano, na fakulteti čutimo, da na nek način nadaljujemo njeno delo. Gradimo ključne kompetence strokovnjakov na področju naravoslovja in tehnike in jih usposabljamo za samostojno ter odgovorno soočanje z različnimi problemi. Zato mladi, ki jih izobražujemo na naši fakulteti, s svojimi potenciali lahko ustvarjajo moderno in odgovorno družbo. Danes smo seveda tukaj zaradi Ane Majer-Kanski,
Smo pa tukaj tudi po zaslugi nekaterih zelo vztrajnih ljudi. Predvsem seveda zaradi mojega predhodnika, prejšnjega dekana, profesorja dr. Jurija Sveteta, Jure, ki je svojo zagnanostjo in vizijo poskrbel za učinkovito sodelovanje članic znotraj univerze, za izbiro umetnika, ki je kip zasnoval in izdelal, ter seveda tudi za njegovo postavitev. Prav tako je svoj kamenček v to uspešno zgodbo dodal tudi bivši dekan Filozofske fakultete, naše partnerice v tem projektu. Zaradi razmer v zadnjih 2 letih pa seveda čast utvoritve tako pripada meni in zdajšnji dekani Filozofske fakultete, dejansko delo pa je bilo opravljeno že mnogo prej. In Ana je zato na tem mestu že kar nekaj časa in smo se nanjo, mi tukaj na fakulteti in verjetno tudi ona na nas že kar navadili. Kljub temu pa še vedno menimo, da nas z izžarevanjem svoje živahnosti in mladostne zagnanosti ves čas opominja, na kaj ne smemo pozabiti. Da je treba dati priložnost mladim ljudem, da jih je treba vzpodbujati in omogočiti, da sledijo svojim vizijam. Da moramo biti odprti, vključujoči, ter da razlike med nami nikoli ne smejo biti tiste, ki bi nas ovirale. To nam je pokazala in dokazala tudi Ana Majer Kanski in zato je tu v tem najbolj živahnem delu fakultete, da nas bo na to vedno opozarjala. Ker vedno bolj ugotavljamo, da je to še zmeraj potrebno. Še vedno imamo ženske nižje dohodke, prevzemamo znaten del skrbstvenih funkcij v družbi, na nas je tudi večji delež skrbi za družino. Manj nas je na odločujočih položajih in funkcijah in tudi v akademskem okolju se delež žensk z višanjem naziva znižuje, še vedno nas je bistveno manj med vodji velikih in odmevnih projektov. Ana Majer Kanski je živela v času, ki ga je s svojim pionirskim delom spremenila še ena pomembna znanstvenica, Marie Curie. Obe sta znali izkoristiti svež veter, ki je zavel na prelomu stoletja in postaviti v ospredje svoje potenciale. Zato je Ana Majer Kanski naš navdih, saj nam jasno kaže, da vsak posameznik lahko prispeva svoj majhen delež v mozaik sprememb, ki vodijo k boljšemu svetu. In to je tisto, kar vsi skupaj na Univerzi v Ljubljani želimo doseči. Hvala. Ana Majer Kanski je izhajala iz zanimive družine. Očetov pradjed je bil Josip Majer, ki je prišel v Vipavsko dolino kot kirurg z Napoleonovo vojsko in se nato tam poročil s plemkinjo Ano Premerštajn. Otroška leta je preživela v gradu Lože pri Vipavi in že zelo zgodaj se je opazilo, da je izjemno bistra in vedoželjna. Kot dijakinja se je namreč na lastno željo šolala v Ljubljani, kjer je gimnazijo končala kot ena od prvih žensk. Ker pa je doma niso hoteli omogočiti študija, zelo proti je bila babica, si je začetek študija naravoslovja na Dunaju plačala sama. In to s prodajo marelic za domačo graščino. Ana je veljala res za nekaj posebnega, ker je bila izredno bistra. Vsa spričevala to dokazujejo, ampak bistra je bila tudi zunaj liceja. Tako je v radijskem pogovoru pred nekaj leti pripovedovala Mariborčanka gospa Breda, ki se je Ane tedaj živo spominjala. Pri tem je s prsti bredla po nekaj slikah, ki jih je imela od nje in se ob eni še posebej dolgo ustavila. Na tej sliki se vidi, kakšna lepotica je bila. Na tej sliki se to vidi, je vzkliknila. Zato naj bo prva današnja glasbena točka njej v čast. Lepa si ter Nastja Omahna in Teja Komar na klavirju. Lepa, ko se nasmejiš.
se zavrtiš. Lepa, ko igra srce, lepa, ko zapojiš, si potiho. Lepa si, tudi ko se sjočeš od nemoči. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, pozabi vse skrbi. Zakaj ne čutiš, kar čutijo vsi? Lepa si, v tebi je neskončna moč. Hodi svojo pot. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si. Zakaj ne čutiš, kar čutijo vsi? Lepa si, v tebi je neskončna moč. Hodi svojo pot. Lepa si, lepa si. Lepa si, v tebi je neskončna moč, hodi svojo pot, v izvirniku poje Nina Pušlar. Za tisti čas je bila Ana Majer Kanski nekaj posebnega. Medtem ko so si druga dekleta lase spletala v kito, si jih je sama ostrigla, kar je bilo tedaj znamenje uporništva. Kot smo že slišali, je sprva do prve svetovne vojne študirala na Dunaju. Njena glavna predmeta sta bila kemija in fizika. Tam pa se je udeleževala družabnega življenja in celo obiskovala seje Dunajskega parlamenta. Tako da bi bila med drugim prisotna ob sprejemu Majniške deklaracije. Z Dunaja izvira zanimiva anekdota, da je za svoje prijatelje večerje kuhala kar na špiritnem gorilniku v laboratoriju. Zaradi vojne so bila namreč leta težka. Študente je pestilo pomanjkanje in treba se je bilo znajti. Časi pred 100 leti so bili za študije povsem drugačni od današnjih, sploh če si bila ženska. Več o tem pa v besedi naslednje govornice. Pred mikrofon vabim dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Mojco Šlamberger-Brezar. Hvala lepa. Spoštovani gostje, spoštovane gostje. V čast mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je bila Ana Majer Kanski, ki ji posvečamo to prireditev, promovirana kot prva doktorica filozofije in prva oseba z doktoratom sploh. Še pred 100 leti je bil študij žensk redkost. Po navedbah Saške Štumberger je bila prva evropska univerza, ki je dovolila vpis študentkam, Univerza v Zürichu, in sicer od leta 1863 naprej. Na Filozofski fakulteti Univerze na Dunaju, kjer je Anka Majer Kanski študirala najprej, so ženske smele študirati od študijskega leta 1897-98, leta 1900 pa so se ženske smele vpisati na medicinsko fakulteto. Zdravnice so se pogosto zaposlovale v Bosni in Hercegovini, saj tam zaradi muslimanske vere zdravniki niso smeli zdraviti žensk. Alojz Cindrič pravi: našteta dejstva govori v prid trditvi, da študij prvih žensk na univerzi ni bil le podvig posameznih hčera iz visokih krogov ali celo odvisen od razpoloženja nekaterih dolgočasenih dam, temveč tudi odraz resničnih potreb po izobraževanju žensk, ki so s pridobljenim znanjem dejavno vstopile v meščansko družbo 20. stoletja. Ana Majer se je po končanem dekliškem liceju in maturi na realni gimnaziji jeseni 1914 vpisala na Dunajsko filozofsko fakulteto, kjer je poslušala kemijo in eksperimentalno fiziko. Ker po prvi svetovni vojni ni dobila prepustnice za Avstrijo, je svoje raziskave nadaljevala v Ljubljani in pod mentorstvom Maxa Samca spisala doktorsko disertacijo o učinkovanju formalina na škrob.
Po opravljenih rigorozih je bila 15. julija 1920 promovirana kot prva doktorica filozofije v zgodovini Ljubljanske univerze. Zakaj je Anka Majer-Kanski doktorirala na filozofski fakulteti? Če citiram profesorja Toneta Smoleja. V 80. letih 18. stoletja je cesar Jožef II. Želel poenotiti univerzitetni študij, zato je najprej ukinil magistrsko stopnjo, nato pa kot nepotrebno formalnost še bakalaureat in uvedel, danes bi rekli, enovit študij filozofije, ki ga je kandidat zaključil s 3 rigorozi iz matematike, filozofije in zgodovine, s čimer si je pridobil naziv doktor filozofije. Šele v 70. letih 19. stoletja sta filozofska in teološka fakulteta kot pogoj za doktorsko čast, poleg 2 opravljenih rigorozov iz stroke in filozofije, zahtevali tudi doktorsko disertacijo. Na pravni in medicinski fakulteti pa so ostali le pri rigorozih. Doktorat je bil tedaj zaključek dodiplomskega 8-semestrskega študija, šele v drugi polovici 20. let se je na Ljubljanski univerzi doktorska disertacija pisala po opravljenih diplomskih izpitih. Na filozofskih fakultetah so v stari Avstriji in v Sloveniji do leta 1950 poleg zgodovine, filozofije in jezikoslovja poučevali tudi matematiko in naravoslovne vede. Po doktoratu so tudi naravoslovci dobili naziv doktor filozofije. Anka Majer je na filozofski fakulteti poslušala tudi filozofijo in pedagogiko. Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919, vse od njene ustanovitve pa so na njej študirale tudi ženske. V študijskem letu 1919-1920 je bilo vpisanih 942 študentov, od tega 28 žensk in 914 moških. 100 let kasneje, v študijskem letu 2019-2020, je bilo vpisanih 37.615 študentov, od tega 22.541 žensk in 15.074 moških. Stvari se vseeno spreminjajo. V spomin na ta dogodek smo na filozofski fakulteti pripravili faksimile doktorata Anke Majer-Kanski in jih zdaj izročam v dar dekanji Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorici doktorici Andreji Žgajnar-Gottwein. Najlepša hvala za to res lepo darilo. Da bomo z veseljem poiskali neko primerno mesto, da si ga bomo lahko vsi ogledali in da bo potem tudi na voljo tistim, ki prihajajo za nami. Tako da še enkrat hvala. Hvala lepa tudi vam. Ja, če se še enkrat ustavimo pri podatku o deležu študentov in študentk na Ljubljanski univerzi. Če je pred 100 leti na univerzi študirala ena ženska na 32 moških, je zdaj razmerje moških in žensk na študijo pretehtalo v prid žensk. Na asistentskih mestih v visokošolskem prostoru je približno izenačeno. Opazno pa je zgoščanje žensk na lektorskih mestih, saj je tam njihov delež 89%. Na docentskih mestih je razmerje znova izenačeno, toda višje kot gremo, manj je žensk. Na mestih rednih profesoric jih je le 32%. Dostop žensk do izobrazbe pri nas se ni začel z začetkom univerze. Stvari so se začele že veliko pred tem, s prvimi srednjimi šolami, kamor so smele ženske in veliko vlogo učiteljišča. Univerza pa je na to tudi formalno pomenila resen začetek visokega izobraževanja za ženske. Izobraževanje je vsekakor zelo pomemben dejavnik za enakost spolov v družbi, ni pa to edini dejavnik. Kljub temu, da imajo ženske danes enake možnosti kot moški, da končajo univerzitetno stopnjo, to ne pomeni, da zasedajo enake položaje v družbi. V zgodovini so se morale ženske vselej veliko bolj potruditi, da se jim je pripustilo na bolj odločevalske funkcije. Biti so morale veliko bolj nepopustljive, drzne, unstoppable, bomo slišali v nadaljevanju.
I smile, I know what it takes to fool this time. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you want to hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, show you that I am. I'm unstoppable. I'm a pussy with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable. I'm unstoppable today. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I show you that I am. I'm impossible. I'm unstoppable. I'm so powerful. I'm so powerful. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Tako, zdaj pa je pred nami le še ključno dejanje današnje slovesnosti, da tale prekrasen kip tudi uradno odpremo. Predtem pa dovolite le še nekaj besed o nastanku tega kipa. Nastal je v natečaju, namenjen študentom in študentkam višjih letnikov oddelka za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Dogovori za izvedbo so se pričeli marca 2020, vendar so se zaradi epidemije začasno zaustavili in nadaljevali septembra. Natečaj so zaključili decembra 2020 z izborom komisije, ki so jo sestavljali tedanja dekanja akademije, profesorica magistrica Lucija Močnik-Ramovš, tedanji dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesor dr. Jurij Svete, docent magister Metod Frlic, docent Tomaž Furlan, docent dr. Andrej Kanski in Marina Kanski-Gabršek. Študentje kiparstva so dela izvajali v obliki seminarja in delavnice pod mentorstvom profesorja Matjaža Počivavška. Kot prvouvrščenega je komisija izbrala portret, ki ga je izdelal Denis Dražetič. Tako avtorja kipa kot njegovega mentorja danes z veseljem pozdravljamo tudi med nami. Zdaj smo pa verjetno res že vsi radovedni, zato gremo k glavnemu dejanju. Vabim obe dekanji pred nas, da otvorita ta prečudovit kip. Ja, naj ta kip Ane Majer-Kanski v prihodnje nagovarja čim več študentk in študentov in drugih mimoidočih, da bi si upali biti drzni in posegati visoko v svoji študijski in raziskovalni viziji. Pa tudi, da bi Ani Majer-Kanski sledili tudi v naprednem razmišljanju,
v narodni zavednosti s posebnim poudarkom na vrednotah izobrazbe in poštenja. Naj ob tem omenim tudi, da odprtje Kipa sovpada tudi s sprejemanjem pravilnika na Univerzi v Ljubljani, s katerim nameravajo od prihodnjega leta podeljevati nagrado doktorice Ane Majer Kanskej za odmevno doktorsko delo. Ljubljana ima zdaj nov kip posvečen ženski, med več kot 300 kipi jih je ženskam posvečenih bolj malo, a upamo, da se tudi to razmerje kmalu spremeni ali vsaj začenja spreminjati. In da se po Ani Majer Kanski poimenuje morda tudi kakšna ulica v Ljubljani. Če se ne motim, je ta predlog že na ljubljanskem mestnem svetu. Tik preden se podamo še v druženje, pa še ena glasbena za konec in sicer Unforgettable bomo slišali. That's what you Hvala. Tako, uradni del je s to prelepo pesmijo zaključen, zdaj pa vas vse vabim, da se še naprej družite, obenem pa se vam zahvaljujem za pozornost.